Živijo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni, podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prevežte se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. Janez Kok je začel plezati konec 70. let prejšnjega stoletja na ljubljanskem akademskem alpinističnem odseku. Hitro je postal eden vodilnih alpinistov svoje generacije, ki je v zgodnjih 80. letih popolnoma in odločno zapopadla idejo prostega plezanja. Opravil je številne proste ponovitve alpinističnih smeri. Sledile so številne prvenstvene smeri in težke ponovitve smeri v centralnih in zahodnih Alpah, poleti in pozimi. V duhu časa, manjših, žepnih, neodvisnih alpinističnih odprav se je s prijatelji večkrat odpravil na odprave v azijska gorovja in to kar s kombijem. Plezal je v ameriških Yosemitih, ženo in Božji skok sta splezala po Maestrevi smeri na Cerro Torre. Konec 80. let sta z Ines ustanovila založbo Siddharta. Založba, ki že leta opremlja domove številnih planincev, gornikov, alpinistov, turnih smučarjev in športnih plezalcev za zemljevidi, vodniško literaturo, pa tudi z leposlovjem. Z nami v steni tokrat legendarni alpinist in založnik Janez Kok. To, kar si zdaj razlagal. Z indijske meje ste šli pol v Nepal? Ja. Prišli smo tja, so rekli, da bojo spuščali čez sicer že do tja smo imeli komedije, ker smo enkrat avto zaribali, tako da so nam ga šraufali v Turčiji, potem smo prišli na to mejo, smo imeli že zamudo, glede na tisto dovoljenje. Potem so rekli, da bojo mogoče spustili en konvoj čez en teden, in to je bilo kao preveč, in potem smo se odločili, da gremo v Pakistan. Smo prišli tja, smo šli na to ministrstvo, so nam rekli, da lahko dobimo ta rakapoši, sicer to nam ni bilo, mislim, mi smo imeli opremo za pod steno plezati. In potem smo si šli, ker so rekli, da bo treba 14 dni čakati, smo šli z avtobusi pa tja malo okoli, pod steno pogledati, prišli nazaj, pobrali papirje, zvezdnika smo dobili, in potem smo se spokali s tistim kombijem nazaj pod hrib in tam, mislim, da že zelo na začetku je bilo en tak zopren prehod čez ledenik, ko smo zjutraj štartali, da bi šli prvič gor, zares v steno, je hercog tam padel in se je oren krasil. In potem smo imeli cele komedije, da smo ga nekako prinesli tam na neko moreno, potem smo nekako uspeli zrihtati nek helikopter, vsem, če nismo čisto nič plačali, nismo imeli denarja, da so ga pobrali in potem je imel kar hude poškodbe. So mu odrezali prste, kaj še bilo, komolci imel, na ledeniku gor, ko smo čez čelo lezali, ga je mu izdrsnili in je letel direkt v moreno, čez en 30-metrski skok na koncu. Tako da to se je zaključilo, to je bil rakapoši, v bistvu pa ni bil to sploh cilj. To je leta 85. Ne vem. In to ste šli s kombijem od doma? S kombijem od doma. Žepna odpravca, Zdaj smo že tam, kar ne veš, s hotel Ital zbil. Ček, malo. Ja, 84. 84. 6 komadov, koliko? Ja. V kombi. Drobni zvone, Rok Kovač, njegova punca Erika, Ines, jaz, doktorja smo pa meni se zdi poslali z avionom. To je bil pa Jani Kokal, pokojni tale z Okrešljem. Ja. Njega sem jaz prepričal, en teden prej mi je Blažina rekel, da je enega mladega zdravnika nekje videl v moj strani na enem reševanju in da bi ga bilo mogoče zapoklicati in smo ga poklicali, pa se v 4 dneh odločil, pa smo šli. Ampak to je bilo takole. Da mi pa razloži, kako je pa to doma, mislim, ne predstavljam si,
kaj se je moglo zgoditi, da ste rekli, gremo v Nepal, Pakistan, kako že, tamle kombi, spokamo pa gremo. Mislim, Po mojem so bili navajeni. Glih danes, ki sem gledal tele vzpone, ne, je bilo, jaz sem 78 začel lest, to je bilo 3-letni gimnazije, ne. 79 sva s tem, sva z Marinčičem, oziroma me je vzel s sabo, sva lezla tisto Kornoda vajlu v Droatih, ne. In tukajle potem, čakaj malo, sam tok v ilustracijo, ne. Naslednje leta 80, to je bilo, nas so takrat, mi smo bili prva generacija, ki je mogla iti v vojsko po srednji šoli, ne. In takrat je bilo, sem šel zdajle tisti dnevnik gledat, ne vem, sva lezla, ne vem, 5. ponovitev Šlosarske je bil prvi dan, drugi dan, obraz Sfinge, potem sva šla en dan domov, potem sva šla s Sablo v Triglav, tisto kao prvenstveno tam okoli Kramarce, ne, 2 dni, potem sem videl, sva bila en dan doma, to pomeni, da sva šla očitno k Sabli domov, ki so imeli kmetijo po sir pa salame, ne. Potem sva pokala v to Debelo Berto, ne, sva zlezla 2 dni, potem je pa že čez en teden, mislim, to je zdaj tamle v tistem dnevniku, čez en teden smo bili pa že Rok, pa Beni, pa midva s Sablo v Ajgarju, to je bilo pa, mislim, da prva ponovitev po ne vem kolikih letih, Kukovec je bil ta zadnji. In še to smo zlezli tako v bistvu v enih zimskih razmerah, so še take, še hecna zgodba okoli. ja, kakšna? Mi smo prišli pod to steno, ne, in je bilo, dopol je bila čisto zasnežena, ne, in potem smo tam malo čakali, Beni, vem, da nam je iz nekih knjig bral neke odlomke, kako take, da nas je čisto napsihiral, ne. Potem, ne vem, kdo je imel dovolj, smo rekli, nič, saj to, ke bomo mi prilezli tam gor, se bo že skopnelo, ne. Smo se spokali noter, ker ni bilo telefonov, smo tam na tistem Kleine Scheideggu smo tam hodili zvečer malo čukat, ne, in smo tam oni punci za šankom pustili listek, ne, z imeni, pa če nas tako v enem tednu ne bo, ne, da naj kliče domov, pa je bila od Planinske zveze pa od doma, od enega smo dali telefon, ne. In pol smo se spokali not in potem je tam od spodaj bilo očitno ene 15 naves, ke so tudi v šotorih čakale, ne, in pol se vsul za nami, ne. Pol, ke so vsi videli, eni grejo, piči za nami, ne. In tako, da skratim, mi smo to koliko ene 3 dni lezli, ne, in se še spomnim, smo imeli en manjši poboj, ko smo midva s Sablo sva glih malo odspredaj, Rok pa Beni sta tam nekaj odzadaj še po tistem Hinterstrosserju štrihala, in so prišla na ta snežišče ta prvi, je Sablič rekel: "Pa no bova tole zihrala, ne." In sva se pač odvezala, sva rekla: "To pa res brez veze." Odvežva se, ne, šibava gor, in ke je Beni to videl, se mu je čisto utrgalo, kako v taki stedi, ne. Tole neodgovorno, ker mi smo bili Ljubljančani, ne. In nič, potem sta se odvezala še ona in smo šibali, ne, ampak finta v tem, da je imel Sabla, meni se zdi, takrat prvič derezane noge, a veš. In V Ajgarju. potem se nam je zdelo še tam v neki megli, tako gor je bila, to je bilo pol metra snega, smo rili čisto v zimskih razmerah, ne, in se nam je še zdelo, ke smo plezali, da slišimo ene, da se po slovensko derejo od spodaj, ne. Pridemo dol, smo šli še tisti listek pobrat, da ne bi ona klicala, ne. Pa rekla je: "Saj so bili eni 3 tukaj." "Kateri, ne?" In so bili pa Nejc, Štremfelj pa Marjon, ne, so Aha. pa, oni so pa nabirali te vzpone, ne vem, ali za Everest ali kaj je bilo takrat. In so pač šli na en pir, da so slabe razmere, da je brez veze, da grejo v Chamonix, in ke so videli listek, so samo spakirali pa za nami Šli, in so isto zlezli v 3 dneh. kul. Kdaj je bilo to? Imaš približno? 80. Takrat mislim, da sem imel še 18 let. Tako da smo jih pripravili doma. Začel si takele. pa pri koliko? 15, 16, 3-letni gimnaziji si rekel.
Kako je sploh prišlo drugi do tega? pri jamarjih. Najprej sem šel k jamarju, zato ker ni bilo treba podpisati doma. Ne. Dovoljenja staršev niso zahtevali in sem tam sabljo spoznal in sem ga jaz potem v plezarijo zvlekel. Ker on je pa tudi pol imel še te zelo jamarske izlete. Ja, ne? skozi. Ja. Se je tudi menda iz Ajgarja pol šel nekam v Španijo ali kam. Ne, Se spomniš? mi smo šli pol, jaz sem šel potem, se tole je tudi hecno. Ne. Po tismu Ajgarju, ne, smo spokali vsi v Šamoni in tam smo tako, ne vem, da smo šli, smo šli v Droate neki plezati s Štajerci, potem smo hotela midva s Sabljom iti unga Grosa polet ponoviti, sva prišla pod steno, Dru. v Driju, ja. In je bil tam Francelj z Romihom in sta se dva kar naenkrat, da se ima ni dal, ne, Romih pa Sabla, in sta šla dol voziti z nekimi unimi, kva so oni plastični gokardi, ki se dol vidijo. So jih postavili, skratka sta si premislili, pa sva videla s Francom, ja, jaz bi šel, on tudi, jaz se, ko midva sva imela to v planu, on pa eno prvenstveno. Pa sva pa šla tisto, ne, desno od, pa sva zlezla eno novo smer, tam desno od Bonatja, ki tudi ni več. To je del, ki se je v Druju Od podrl. Roma. Mogoče sam tok Sabla je Janez Sabolek, ne? Pa Milan Romih. Mhm. Tudi to sta tvoja dva sodobnika. Ja, ja. Ja. Daj mi malo razloži to sceno alpinistično, pač seveda ljubljansko, ne, iz katere si izhajal tam v začetku 80-ih. Ker po eni strani ne, zelo veliko vemo o odpravah prej, Yahoo odprave in tako naprej, še te klasične PZS, kadrovske, ne, kakor se je rekel. Potem se je pa ta znameniti obisk Berganta pa Tomazina zgodil v Ameriki, pa pol si je bil vrnen v obisk v Sloveniji. Ja. Ampak skratka, začelo se je to športno plezanje in se mi zdelo, da je takrat pač eksplodiralo majčkeno. Ja, to, kar je bistveno, je to, da sem bil jaz sem začel plezati na akademiku, ne, in to je bila krepko razpuščena družina napram ostalim ferajnom, recimo eni Kranjčani ali pa Kamnik, te so bili pošlihtani, da ne bom rekel skoraj v pumprcah po rdečih štumfih, ampak tukaj je bil red, ne. Po starem šola, vse, tukaj je bil pa, ne da je bil razpust, ampak enostavno taki ljudje, ne. Mi smo imeli prostore tam v tej bivši Kazini, kako se to reče, tam pri Zvezdi, ne. Ja. Skozi ti šel po nekih stopnicah gor, tam je bila ena majhna sobca, ne vem, je bil včasih še vratar, tam not smo imeli štrike, pol je bila ena predsoba, to je bil naš prostor, v naslednjem prostoru so bili pa nek akademski pevski zbor Tone Tomšič in to je bilo vse premešan, ker se je tisti formalen del teh sestankov končal, ne, to je bilo ponovadi zelo kratko, se je šlo dol v Rio, ne. To je bila pa ena betula, številka 2, ne, oni umetniki so se zbirali v Šumiju, ne, ostala klošarija pa v Rio. In tam se je dogajalo vse. Predtem ponovadi je bilo pa še tako, sestanke smo imeli torke in četrtke, ne. In ponovadi smo že 2 ure prej šibali gor na Šance, tam plezali, pa si šel na sestank, pa do polnoči v Riu, pa domov, ne. In tam se stvari dogajale in tam so bili recimo, ne vem, en hipi, Tine, ne vem, cel kup nekih ljudi, ki so bili, bom rekel, za ostalo Slovenijo Ljubljančani, ne. Recimo Tine nas je vodil v Glinščico plezati, ker takrat To je Tina Mihelič. Tine Mihelič, ja. Redko kdo pokazal tiste smeri, ne vem, smo šli pod unga Barona, pa je rekel, ne vem, ko boš pa tole zlezel naprej, greš pa lahko eno šestico v Dolomite. Potem bili smo ta prvi v Arko, ne. V Ospu tudi, jaz imam, ne vem, mislim, da imam prvo ponovitev te gobe za Cergolom, ne. Mislim, Tine nam je sam zjutraj rekel, zdaj bomo šli pa na Primorske, recimo, in nam se zdelo to totalno nenavadno, ne. Ker takrat, če ni bilo 120 metrov, ni bila stena, ne. Tako da
ta drugačnost je prišla v tem, potem so bili, smo brali tiste Mountaine, ne, in tam so bile neke nore debate po Riju. Spomnim, da je bil en doktor, ki je rekel, to se bo vse lezlo naprej, pa se še jaz drl, ko smo že malo popili, gobe novijo pa nikoli zlezel, ne, evo, pa se je zgodil takole, ne. Tako da to, mislim, gledali smo to, kar teli v Ameriki delajo, ne, in malo smo, mislim, da smo bili pod vplivom, se nas so klicali, da smo Amerikanci, veš, to je tako, ko smo začeli v supergah okoli hoditi po tistih trenirkah, so nas ta stari z pogledi ubijali, ne. Trkove okoli čela. To niti ne, ampak je bila ena taka klošarija, malo, mislim, to se nam je zdelo, da je prava smer, ne. Ker ta plezanje je počasi ratal dolgčas, ne. A veš, pač jaz se spomnim, da sva hodila tiste skrinje na kmetiji od Sable, ker sva hodila po tisto hrano in potem si vstopil, imela sva celzak, če si mogel bivakirati, enkrat si vzel ene ribe, če je bilo 2x2, Sabla je skozi skrbel, da je imel dosti čikov in to je bilo to. Pa se lepo pokril pa sem čukov in to je bilo 1 dan, 2, 3, vedno splezel in pol je bilo to, pol je ratal res izziv, ker se je začel naprej lest, ker spet ni vedel, a bolj ne, in smo vse te smeri še enkrat popokali, več ali manj. Mislim, saj tako. Tam, ko gledam, mislim, da vse tele zadeve, ki so bile prosto splezane nekje, do 8 ali pa malo čez, smo pol pač tisti, ki jih je to zanimalo, smo pač šli to ponavljati. Jaz sem šel prav gledati alpinistične razglede, tam 82, 83 tista leta. To ste serijsko plezali prosto, Ja. prve, druge, tretje, kaj do 5. proste ponovitve. So tako tudi datumi si sledijo, se prav vidi. To se je ful plezal. Jaz ne vem, jaz sem gledal v Dines, ona je bila, ne vem, če ni bila 200, mislim, neke nore cifre, njej se očitno več dal, kaj meni. Ampak tako, to recimo midva, vem, da je bil manjši pretres v Riju, ko sva šla s Sablo v Tamar, pa sva lezla, ne vem, v soboto Ašembrinarja, pa še Dularca v nedeljo pa domov, ampak to smo se z avtobusi tja vozili. To je bilo takrat že nenavadno, ne. Ampak tako da, ne glede na vse smo pa, se mi zdi, smo imeli pa skozi stik z uno generacijo prej. Jaz sem Šraufa dobro poznal, Nejca tudi, ne. Tako da... Kakšen ste imeli podnos? V redu. Mislim, jaz se še spomnim, ko smo šli... Ne. Mislim, veš, da za nas so bili to hudi frajerji, ne. Se so tudi bili. In vem, da se mi je ful dobro zdelo, ko smo šli, ne vem, kjerga leta tam enkrat po 80, smo šli z Rokom pa z Zvoncem v Švico, pa smo tam spraskali 3 prvenstvene, v tistem Grosshornu pa Breithornu, ne, pa sem pred eno lekarno v Ljubljani na Mariona na letu, pa me je pohvalil, vem, da se mi je ful dobro zdelo. No, sicer ste tudi dosti v Alpe hodili, ne? Ja. V Žorase, v Druju, ne? No, tukaj po temu, jaz sem še tole, imam tamle prav, to sem že pozabil, me je začudilo, recimo potem, ko sva zlezla tisto prvenstveno tam v Driju, mislim, da sva bila en dan dol, v dolin, ker se kar takole datumi nadaljujejo, in pa sva šla tisto Štajersko v Žorase plezati, ne. Ko so jo nekaj časa pripisovali temule Žiraldiniju pa Svetličiču, ne, ki sta dala tudi neko noro oceno, ne vem kakšen ED, ne, skratka, midva sva tisto smer spikala v 10 urah in Francelj je narisal tako idiotsko skico, tako en tak kvadrat, pa tako črto, pa 24 krogcev gor, tam nekje desno, ne, in sva pustila to na vodniškem uradu, so pol najdel, ne. Ampak finta je bila tam, da sva nekje na sred bivakirala, ker jaz nisem mogel čez eno prečko zlez, ker je bilo temno, ne. In je rekel, nič, sva tukaj počakala, sva tam vesela, ko se je zdanil, vozi, ne, šel ti zlezel, prideva in na tistem bivaku nama je padla kapa od ruzaka, Francelj je padla, ne. Dol v dolino sva gledala tistih 900 metrov, ki ledi tja po tistim razpokam in od sva imela, ne vem, enih 30 evrov, še edin mark sva ga imela, ne, pa potne liste.
In ko smo prilezli nazaj, smo po desni strani mogla splezati nazaj dol pod steno, pa po tistih razpokah in sva najdla tisti ruzak, ne. Spomnim se še en štrik fiks sem najdel, sem si še unga dal na ruzak, pa sva šla v dolino. Ne. To je, si rekel, frančka smer, to je to, kar se danes imenuje kot slovenska v Žurasih. Ne, to je Štajerska. A Štajerska. Vsaj tako smo imenovala. Ali pa, lahko da je zdaj slovenska. V območju Tako. Kroza. Ne, tisti je bila najprej jugoslovanska, pa se je pol tako politično korektno v slovensko predelali. Ne. Aha. Tisti je druga. Jaz pa Aha, še aha, desno. Čisto Okej. desno gradno. Tam bi naj skoraj, tisti je pa bilo, tam se je usul en kamnit plas in je šel glih 5 metrov levo. Orangplas. Tak, ta prav, mislim, dosti bi bilo. Ne. Sta pa tudi britansko lezla. To sva pa z Zvoncem. Aha, točno. To sva lezla pa kasneje, kakšen let kasneje. Tisti je bila, jaz mislim, da je bila to prva Slovenska, Ponovitev, to je ja. itak, ampak je na tretja nasploh, ne. Tisti je bil takrat Aha, kar bav, okej. ne. To sva šla, ja. Pa še kupenih smeri se niti ne... Pa neka anekdota je iz Superkuluarja. Ja, to ni, to je bila kar orang zgodba, ja. Kaj pa je to bilo? To sva hotela pozimi splezati, se je šlo za to prvo slovensko ali jugoslovansko ali kakršnokoli ponovitev. To sta pol Biščak pa Škampar, sta šla en dan kasneje ti slest. Vidva sva splezala v bistvu čez ta strm del. Jaz se spomnim, sem že s tistega štanta tako gledal ven, bilo že uno, so že fanfare igrale, ne. In tam je bil nek detalj nekih 10 metrov in sem pač rekel Zvoncu, da naj preveže ruzak na konč štrika, on se naj pa preveže na 10, ga pozihram, potegneva skupaj tiste ruzake gor in on je dal not matico, ni dal matice, ne, ampak navaden karabinc. In ko sem ga cukal, je sam zajamral, da se je spel, ne. In potem sem mu vrgel ti štrik dol, da bi se ujel, pa si ga uvil okoli roke, pa je pa spustil vse skupaj, ki je imel en ruzak na hrbtu in je trešil 100 metrov dol, ne. Wow. To je bil In preživel, ne. To, To je kar je bil bil največji Zvone Drobnič. Drobnič. Z Matice drugače. Matičar, ja. To je bil Preživel. hud prekršek. Ja. Ne, preživel. Padel je v bistvu v ta strm sneg, ki je bilo malo pršiče od spodaj, potem ga odnesel po tistem ledeniku. In jaz, ko sem ti videl, jaz sem tudi pometel vse tiste ruzake dol, pa se začel spuščati, tam so še eni neki plezali, sem se jim zadrl, da so mi štrik privezali in potem sem videl, da se je začel premikati in sem tekel k njemu in sem ga v bistvu 5 metrov pred eno razpoko ujel. Pa je prišel en vodnik, smučkam, ki je videl, da se nekaj dogaja, ne, in je rekel, da bo smučil v dolino in da naj se ne ustrašim, če bo umrl, da ga naj tam držim, se to je bilo jasno, ne, koliko je ura, in tam sem imel ker sem vse zmetel dol, takrat, ker sem pač na Abzajlu, sem tam najdel en celzak, oziroma sam to sva imela, in si ga pač takole držal, ne vem koliko je, 2-3 ure, in pol je prišel tisti helikopter, in so ga naložili, jaz sem še tam počakal, so prišli še enkrat nazaj gor, ne, in jaz sem med tem, to se spomnim, opremo zložil na kup. In ko je rekel, prid not, pa so rekel, da je še oprema tam, ne. Pa je rekel, no equipment, ne. Pa so rekel, but we are Jugoslav. Rekel, okej. Pa smo lahko dali opremo. Je razumel, gremo dol, ne. In baje, da ga je rešil to, da ga nisem uspel dobro zaščititi. Ker je bil tako podhlajen, da je v 14 dneh je prišel, srce mu je zabil z leve na desno, par reber, pa tako malo je bil čuden, no. Ampak v 14 dneh so ga spustili z bolnice in jaz sem pol tam čakal v Šamoniju, pa neke fliperje smo igrali, pa malo sem smučal in potem sva šla s kompasovim avtobusom v Plato. Na zadnjem zice smo mu pogrnili. Kaj so pa doma rekli? Ja nič, samo telefonirali smo jim, kaj se je zgodilo. To so bili drugi cajti, ne. Wow. Čak, prej se... Ker sva v 80-ih recimo sva šla, jaz sem imel takrat tudi še vedno, še 18 let, sva šla s tem Rokom Zavrtanikom, iz založba Sanje, ne. Ja. On je bil pa še večji mulček, ne. Sva šla v Čiveto,
To je bila neka, sva hotla tega, ne hotla, se sva zlezla, tistega Filiflama, ne. To je bila takrat ena tretja jugoslovanska ponovitev ali nekaj, tako vem, da v tisti koči ben ni verjel, ki sva napisala, kam greva, da sploh vstopila, ne. In sva enkrat bivakirala in ko sva prišla dol, sva dobila zastonj kosil od oskrbnika, ne, ampak ko sem jaz prišel domov, me je mati vprašala, kako je bilo v Tamarju, ne, sem rekel, saj nisem bil v Tamarju. A veš, ti si se postavil na cesto pa štopil, mi smo na štop šli v Italijo, ti zlezel pa na štop nazaj. Best. No, sam mečka, ne, en tak medklic, ne. Si rekel, da ni bila matičarka, da je bila navadno ponka in se je posledično zgodila nesreča, ne. Se dostikrat, ko imamo izpite z alpinista, se težimo, zakaj je treba matičarke Ja, res. zavijati, šraufati, ne. Eto, zato, ne. Na policiji sem jim mogel risati, kaj sva delala. Ja, Ker so me pač, jaz sem bil tam zaslišan, ne, to je bila nesreča, ne. ja. In jim je šele vžgal, ker sem jim povedal, v bistvu, da ni imel matice, ne. Ker stvar je čisto simpel, veš, on je na 10 metrov dol, tisto, kar je bilo spuščen, je naredil osmico in se upel pas, ampak z navadnim karabincem, ne. Ja, Ki sem jaz tako cukil gor, se je se spel. ti spel pa šlo. Mačkan ti je klejle že začel vleči mišice obrazne, ne, ko si rekel, da si bil zvone tam, pa da je bil to prekršek. Ja, ne, tak hec. Itak, se z matico smo bili, v Riju smo bili skozi skupaj, no. Samo oni so nekako veljali za bolj pošlihtan ferajn. Akademik je bil razpust, tam je bilo pa malo več. Tako, Ampak smo dobro, mislim, smo plezali skupaj skozi. glede tega Rija, doskrat kjermo uide, ki pač kaj zahaja v tistih cajtih in začne kakšno anekdotico govoriti, pa tako kakšno stvar pa rajš noče povedati, ker misli, da se bo ne vem kva zgodilo. Ampak skratka, en kup nekih anekdot, pa takih. Ampak to je moglo biti zelo luštno, tako za Super. ene Ja, takele ta prav mladunce, do- kakor ja. si bil ti, pa gene tvoji. Jaz mislim, da sem čist celo gimnazijo hodil ob torkih, pa ob četrtkih, po polnoči doma. In to ste To smo nakladali v ja, plezanju, Ja, pa pa tam malo. si se zmenil, ne, tam se mogo zmeniti, kam se gre. Tole Seveda. tudi neka, ne vem, tale smer v Paklenici, ne, ta Rio, to, kar sta Francel, pa mislim, da Sabla lezla do. To je po Riju, ni po Unmu Riju tam dol. Ja, ja. To je ta Rio. Paklenica ste nasploh dosti hodili, ne? Ja. Tako kot Tisti, večina, Kako? kot večina alpinistov, malce sam prej, mi pa smo tudi še pa malo več, kasneje. ja. In mislim, da je bilo to kar dobro, ne. Recimo tako, če zdaj pogledaš, da so vse te stvari nasvedrane, takrat so bile pa na par klinov, si dobil kar dobro kondicijo za šel pa tam not, ne. Ker jaz sem tudi šel majčkeno gledat, tudi ti konkretno, poleg, mislim, to imaš ene glavnih prvih prostih ponovitev. En kup teh, tudi klasik, kot Velebitaške, Ljubljanske in tako naprej. Ja. Kva so lezla, Vražjo, pa tisti klin, pa tole, kaj je Tomazin, takrat, ko je prišel nazaj iz Amerike. Smo ga gledali, tam je 2 dni visel, v tistem bridu za mali čekiš, to smo mogli takoj ponoviti. Pa tisto utopijo, mislim, da sem celo ne 2krat lezel. Skratka, to so bili pač izzivi, to šel, ne. Posla mislim, da tudi ta prva sva naredila, to si je Sabla zmislila, tistih 6 smeri. Pa to so bili tudi, jaz vem, funkcijo, mislim, sva 1:20 lezla, pa potem, ne vem, kaj je še bilo, Bukovo, Ljubljansko, Velebitačo, pa še neki. Fanikina mogoče. Fanikina tudi, ja. Zakaj vem nekaj o tem? Ker v tistem prvem vodničku, pa me popravil Cidarte, Paklenica, ne, so bili smeri noter, ki je tako gor na vrh in bil malo zelen, ne, ker so vsak vrš vodniček je bil neka farba, ta je bil malo zelen in to se spomnim, ker smo pol hodili konc 90-ih, po 2000 v Paklo in zvečer, ker smo pač gledali, ko imamo lezali, je bilo na koncu tudi majčkeno te zgodovine in pol med drugim, zdaj to po spominu, ne, je pisal, da pač enfant terrible takratne scene, ne, Janez Bolek pa Janez Skok sta pa ponovila 6 smeri in to smo gledali tako, fuck, to je pa noro, ne, to pa. Na Sabla je bil res utrgan, ne, se je še zdaj, ampak tako. A ni tudi neka zgodba, a ne vem, s kom je lezel, ki je po nekem bršljanu preletel dol, kva S pa to bilo? Franclem.
To je tista čarovnica, se meni pravo te zgodbe. Se to je pol še Pavle pisal, sam v bistvu je bilo to tako, ne, Sablič je pač prelezel, ta je bil res model hud, ne. Prelezel je nekam, ne, in pol je videl, da visi, saj tako je on meni razlagal, ne, to moraš, recimo to se urijo tako nakladen, ne, in da je prišel do enega bršljana, ki je imel eno tako lepo korenino, dol, ne. In da je šel po gor, pol je rekel, kaj sem matro, in je šel kar po deblu, ne. In je rekel, da na koncu je pa rekel, da bi bil pa že čas, da kaj zabijem, ne, in to je on potem rekel, da se je takole držal, pa je klin iskal, pa da je začel pokati in on klin in je poskušal nekaj zabiti, ampak je stvar prej padla ven in to je tisto, ki se je pol cel tisti grm odlomil in je šlo čez Francla dol in ne vem, koliko je ruknil, 15 metrov. Čak, smer čarovnica. Čarovnica. Ampak Ampak lezel je po bršljanu brez klina, to je bilo čisto po njegov. Ker on je imel tudi zgodbe za ene jame, tam še na začetku. Vem, da je bil sem bil prav togoten, ne vem, koliko cajta si je trtico nalomil, skratka tam je v eni jami hotel nekaj splezati in je visel v klinu in je videl, da mu klin ven leze in ga je začel tolči med tem, ko je visel, ne, na njemu. Jasno, da je počel, da je letel ven, ne, in je šel na rad in so ga potem rešvali ven. Ampak tudi tale smer čarovnica, a ni že ime, a to poznaš? Zakaj ima ime čarovnica? Ma ne vem, da je bil tisti, a je imel bršljan tak v obliko, ne vem, zakaj ste dali to. Okay. Vem sam to mi je on osebno razlagal, ta njegov boj s tisto korenino, ne, in kako se je končal, ne. The best. Ampak tako, če mačkam zdaj pomisliš, to so mogli biti tako iz enega vidika nekega alpinizma in nekih, bom rekel, mladuncev, takih ambicioznih, kakor očitno si bil, ste bili, ne. To bi mogli biti res noro, ne, ker vam se je s tem prostim plezanjem se odprl en kup možnosti, nek nov svet. Itak. In to je bilo... Sam nimam občutka, da smo bili prav ambiciozni, jaz mislim, da nismo bili čisto nič ambiciozni, mislim, razen v tem plezalskem smislu, ker noben od te generacije ni napisal knjig, ne predaval, ne, razumeš, ti imaš razne kariere, ne, tukaj od vseh teh ljudi, ki sem jih jaz poznal, so sam plez. No, saj to sem mogoče na začetku hotel nakazati, da je iz tega obdobja se pravzaprav zelo malo ve, zelo malo je zapisanega. Ne, zdajle tvoji sodobniki zdaj knjige pišejo, ne, recimo zdaj pač zadnja obdobja, ne. Okay, Igor Škaperle je napisal knjigo. Ja, dobro, on je literat, ne, se ni, to je recimo tale Debela Berta, ne, se zdaj spomnim, to sva šla z enim postankom v skrinji od Sablinih staršev, ne, tam na kmetiji, sva šla pol tja not, to je bil tisti, ne vem, jaz mislim, da v spodnjem delu more zdaj tale, kaj Silvo na vrtu, tisti da si snihta, ne vem kaj, ne vem, če ne gre tisti spodnji del sploh po tej smeri, sem že pozabil, mi sva šla pol desno, pol tisti ror gor, ne. In tam je bilo jasno, da bo treba nabijati in ker nismo imela robe, je Sablič pogruntil, da bo kar eni bečeski tam zobe na kosilnici odrezal, pa je to sam z neko žico privezal, tako da ne vem, nekje še imam tisti klin. Pa sva neke ponjeve feltne imela za profile, ne, in jasno, jaz sem tam not nažgal, ne vem, več kot 20 metrov. Tam sem glih tisti cuk nabil in se mi je nekaj zdrl in vem, da je letel dol, sam še tisto polico gledal in en lost arrow, ki bo tako zataknem nad štantom, na tismu sva obvisela, ne, in pa sem bil jasno čist zdrman in je šel Sablič gor in je nekako se preklofil do tam gor, zato je tam en svedrovc zabit, ker je tudi njega malo napajtlal, kar je bilo, ne. In potem pa je še en cuk lezel naprej, pa sem pa lezel že naprej. To je bila takrat tudi ta logika, da če ga nažgeš, moraš kar tako iti bika za roge, ali imaš pa posledice. In jaz recimo po temu, ne vem, en teden kasneje smo bili pa že v Ajgarju, ne. No, ja. Mislim, sam opisujem, kako je to izgledalo, takrat se to, mogoče se zdaj zdi, kaj pa vem, noro, sam takrat se mi zdi, cela scena je bila taka. Zdaj sem se spomnil, da v Grošlovi smeri v Plani sem 100% narejen vsaj dvakrat na 2
odrezana kosa feltne, nekje v neke pokline zabita. Sam to smo mi pobrali od, mislim, da od Šraufa, ne mi dva sama, to so oni neki delali. Kdo je to lezel? To je lezel Den pa Krivic. Ne? Zdaj se ne spomnim. To so bili stari štosi, niso se sama spomnili, kako da se da to, sam to je bilo No, ta brez od, veze. od tehle zobov, od BČS-ke, to še nisem slišal. priznam. Ja, zato je pa tako letel ven. To je bilo sam tako, se spomnim, tisto polico se gledal vedno bliže, bilo pa sam tako tak je delali eno za drugi. Ampak, ko si rekel, kao, niste bili ambiciozni, ne? Pač ima človek različne kariere. Mislim, plezalsko ste bili zelo ambiciozni, kakorkoli. Ja, To, da si šel za en teden v hribe, pa vsak dan zlezel eno konkretno smer. Ne? Vse že go pravijo Italijani, da moraš gristi, dokler imaš zobe. Jaz ne vem, takrat, recimo, jaz sem zdaj isto ambiciozen, kot sem bil takrat, sem za eno petko zlezen, pa sem čist na istem. Pa še bolj me boli, kot takrat. Ja, dobro, okej. Zdaj ambiciozni. Ja, se smo sam plezali, ja. Ampak, da bi kdo kakršnokoli kariero ali karkoli delal, nismo, ne. Tudi tole, ta Telaj Sagar, ki smo si ga zmislili, to škoda, da smo bili v bistvu take budale, da nismo imeli živcev, pa se tam spokali, počakali, ne, pa šli čez, ker lahko da bi nam utovili kaj. Ker ti si bil 6000-ak, ne, pa stena, mi smo bili pa le bolj plezalci, ne, recimo ta Rakapoši je bila pa Himalaja in tukaj smo bili čisti brezvezniki. Vsi. Brez izkušenj višjih hribov. Čakaj, je sneg. bil, ne, a je bil že Rok takrat na loce, vse ne vem. Ali je bil prej ali kasneje, no? Ampak recimo Hercog vem, da je bil po nekem Kaukazu. Ja, Rok je ni že pa mogel nič, biti, ne? Če je bil Ja. na Loceju, pa on je bil član odprave Loce 81, južna stena, ne? To pa je bila zgodba, ki si Ja, na no, začetku pol, razlagal, pa kako si rekel, Ja. 84. Ja. Pa je nekaj imel. No, recimo on je imel pojma približen, ampak tudi tako, on je bil na eni veliki odpravi, kjer je Kunavrto rihtel, gore, dole, gremo. Vem, da mi je rekel, da je čist fuč, da je bil 5krat na 8000. In da ni nič skup spravo, tako mi je rekel, da oni ta stari so kar šli, ne. To je mislil na Dejca, pa tele, pa vse. Samo on je imel takrat tudi, ne vem, če je imel 20 let, ne. No, pa se je tam, ne, z tele motori tiste odprave danes znajo povedati, koliko so ga na J, noter v tisti steni zaradi pač stene same, pa še vremena, ne. Tako da, no, to mislim, da je bila ena velikih, recimo to, če gremo tisto, kar si o Škarji rekel, pa o tej politiki, takrat, ki je bila te 8000-aki po vseh, ne vem, kakšnih smereh. To je bil pač nek generalni plan, ampak absolutno nobenega posluha ni bilo za takele odprave takrat. Jaz mislim, da je bilo v Sloveniji nekih ekip, ki bi razturale take stene za šalo malo 10, Veliko, ne ena. Mogoče povejva samo, da Tali Sagar, oziroma kako se prav naglasi, me Telaj lahko popraviš, ja. Nad Gangotrijem gor, ne To vem, je- en dan ali dva je zahoditi od tistega. Garvalska Himalaja v Indiji. Ja. In ne vem, dva Novozelanca sta dobila zlat cepin pol 30 let kasneje za to isto steno. To je, ne moreš zgrešiti, če si jo videl. Ker tehnično očitno to ste pa res mogli biti marcine, ne? Za Ja, jaz težavnosti. mislim, da to bi šlo. Tukaj pa nismo imeli za burek na tem Rakapošju. To je bila pa polomjada par excellence. Ne. A In pa- pol naslednji let je bilo pa, ne vem, kako je prišlo do tega, to je verjetno tudi v Riju ali pa na Ferajnu, smo se pa, ali smo se tam na ministrstvu pogovarjali, pa so nam to ponudili, da gremo lahko na Nanga Parbat, in potem se nam je zdelo, da bomo mogoče lažje denar nabrali, ne, ker recimo problem je bil tudi ta, ne. Da je bilo mi smo sklampali res denarja glih toliko, da smo šli skupaj. Še vem, da smo štrihali tam neke dimnike, pa neke silose tukaj po Ljubljani. Skratka, od zveze ni bilo nobenega denarja, ne, za nič. In pol se je še Osterman je takrat delal v Avstriji, pa je on plačal vrh. Ta Nanga Parbat. Smo rekli, nič, pa ponovno vajo, ne. Smo šli naslednji let spet dol, spet s kombijem, ne. Ja, ker to je 5 dni vožnje, ne, tako malo si zmahan, ampak recimo... 5 dni vožnje. Ja, če dobro goniš, mislim, s tistim na Tamu smo dobili avto, ne, napokalo se skupnot, pa takrat je bil še tisti, recimo, to je bila Juga, ne,
takrat je bil 300 litrov benzina, vem, da je bilo v Iranu $3, en sod, 100 litrov $1. Ne. To je bilo noro. Ne. In jasno, da smo bili na koncu potujoča cisterna. Samo prav, da te prekinjam, ker če ga dobro goniš, pa spet ni pa tam. Ne. Ker če pa poslušaš tele, ki so pa hodili tudi v Pakistan, pa tudi Ne, v v Nepal, Afganistan pa v so hodili. Afganistan, Den je ja. bil tam, s Katarcem so šli. Ja. Ampak to so pa po 3 tedne, pa Ja, so dobro, so se malo ustavili, mi smo sam šigali. Ne. Sam takrat, ne, to je tudi treba povedati, ne, takrat si v Ljubljani redno videl na koncu Dolenjke folk, ki so te hipiji v Afganistan štopali. Ja, To je bilo takrat, normalno. ko smo šli mi, se je ta južna pot že zaprla, ne, zaradi nekih, kva so imeli, ko smo šli prvič skozi, je bila vojna, z Irak, Iran. Vem, da smo imeli komedije, drugič tudi, ampak mi se nismo, mi smo vozili 80 na uro, ljudje so se menjali, ne. Mislim, jaz nisem imel izpita sploh, nisem ni bilo časa, da bi ga delal, jaz sem sam sedel zraven njih in na 3 ure smo se menjali in to je brnelo od jutra do večera. In sem jih po 1000 kilometrov, 1500 smo jih naklepali na 24 ur. The best. Šli smo pa dol po čez Iran na Kveto, tam zdaj, ko so ti talibani najbolj nori, ne, pa po tej poti. In potem tretjič, tisto, ko sva šla pa slikati, ne, takrat za tisto založbo, to je bilo pa pol enega že, ne vem, 89. Takrat sva šla pa za pol leta s kombijem okoli, sva šla pa isto gor po Karakorum highway, ampak to sem šel pa šklocati, nisem šel plezati, ne, sva šla najprej do tega Cyberpassa, ta cel Karakorum highway, pa potem nazaj, pa v Grvalsko Himalajo, pa z avtom okoli, pa spet nazaj, pa v Nepal. Še do Katmanduja, pa tam okoli. Pa domov. Dajva se samo večkrat vrniti na eno odpravo prej. Torej, ali pa še eno prej, Rakapoši oziroma ta Dobro, to sploh ni bila odprava, to je bila samo vožnja. Mislim, tam, razen, da smo že ta drug dan fasali nesrečo, ne? In se pol ukvarjali s tem, da smo ga spravili domov, to je bil tudi problem. Pa sploh dol, ne. To je bilo prvič, to je bil Rakapoši, ja. To je bilo prvič, da si šel nekam izven, bom rekel, Evrope. Ta drugič pol pa je bila pa Nanga Parbat. Je bil pa Nanga Parbat, tam smo prišli pa gor do 6 jurjev, 300, tam do enih snežišč. Tam je pa Zlate dobil eno skalo na glavo, ne, tako da tam smo, tisto je bilo tudi kar malo divje, ne, ker ta udarc zbil mu je vse zobe, ki jih imel že itak malo, ne, se pa je saj nove dobo. Pa nič ni videl, ne, tako da je bil v bistvu slep, tako da en je bil z njim in dol, potem smo tudi tam zaključili. Ne. Ampak to je bila po Šelovi smeri smo v Rupalski steni, hoteli ste to ponavljati. Ampak tam, ko sem pa tiste flanke videl, sem rekel, to me pa absolutno ne zanima. Pa če mi zdaj plačajo, ne vem, kakršnokoli odpravo, tole štamfarsko na 8000 njet in nisi šel nikoli več. Mislim, ne v Himalajo sem še šel, ampak ne na štamfarijo. No. Ker ni bilo dosti. Me ne zanima. Mislim, res, dolg čas. Tako kot tukaj, če bi v en breg rinil, ne vem, 3 ure po eni travi gor v hrib, ajde. Če glih moraš. Ja. Tako da s tem je bilo pol konc tam. Tako da te dve strašne odprave sta tako nastale, tako bom rekel malo po hipijevsko. Pismo sem dobro se lotili, ne, zgledati, ker takrat je bil res še tale idejni ali pa nazorski alpinizem preko Planinske zveze so bili ta veliki hribi, ne? Ja, to pa čist, ja. Sej Škarja, recimo, sem jaz sva sodelovala, on me je še celo takrat povabil, da bi tako malo pri tisti komisiji za alpinizem sodeloval za Karakorum, ker njega res sam Nepal zanima. Absolutno. Tale islamski svet, mislim, da so imeli vsi malo želodcev na zvezi oziroma na KTG-ju. Potem pa ne vem, nekaj časa sem bil tam, pa očitno, da sem preveč težil s temi žepnimi odpravami, pa so se me znebili. Tako da to je bilo konc, kar se tega tiče.
Mi je pa škaric sam rekel, da ko nas je gledal, da se mu je zdelo, da gremo tako, kot da gremo na morje, in če dobro pomislim, si ni dosti zmotil, ne, ja, veš, mislim. Ker tole za takele stvari v tistem času, ne, ali bi mogel imeti ful več izkušenj, ali pa malo več denarja tudi, ne. Mi smo bili res, dirtbagi, tam nam je fut razmanjkalo, recimo po tistim, recimo noben z te odprave noče več ovčetine jesti, ne. Ker smo tam na eni točki pristali na nekem anemonu, ki smo ga dobili na eni firmi, tako skratka, bukvalno nam je hrane zmanjkalo, tisti kuhar, ki je bil že itak brezveznik, sploh ni več vedel, kaj bi delal, tako da je zlate začel kuhati, ne. In pol smo enkrat rekli, takole ne bomo nič naredili, ne, zdaj moramo nekaj zrihtati, in smo poslali unga dol, da kupi nekaj meso, nekaj, in je privlekel eno staro ovco, ne. Ke je pol Jani rekel, kdo bo zdaj to ovco fental, ne, ke je bilo treba priti do tistih šniclov, ali karkoli že. In pol je rekel Jani, da bo to naredil, in je tam z nekim skalpelom, ne vem, kaj je počel, ni hotel noben gledati, skratka, prišli smo do te ovce in potem je on začel nekaj peči. In skratka, jaz sam, da zavoham, če je tokle v salami ovčetine, mi gre na kozlanje, ko smo bili v Patagoniji, ko so nam tiste ovce tišali tja, nobeden od teh, ki smo bili tam, smo ozdravljeni. Ker si že omenil Patagonijo, zine sta šla Patagonijo. 87. Pa še zraven je Pa bil še dvakrat, ja. A ja, takrat Ivo Kofol iz Trsta, pa Zlate, pa midva. Tam smo imeli pa v bistvu res super srečo, ne, za te takrat je bil res še slab vreme, ni bilo takole, ne. Mi smo prileteli dol, se spravili s tistimi džipi, takrat še ni bilo mosta, vem, ali so glih most naredili, skratka tistega Črtena sploh ni bilo, ne, smo prišli do Gere, ne. Potem je bil vreme kar lep, smo bumbarji začeli nositi gor robo, gor pod steno, tam, kjer je bil tisti kamp, Maestri, ne. Pa smo nesli enkrat 30 kil, pa smo šli dol, pa smo še enkrat naložili, tako da smo ene dvakrat ali trikrat nesli, vreme je bil pa še kar lep, ne, pa smo rekli, čakaj malo, to pa zdaj, kaj zdaj to počnemo, ne, bežimo, ne. In smo napokali ruzake in tam so bili še eni Američani, so rekli, da so preveč zgonjeni, da bo en dan malo počivali. Mi smo šli kar naprej in skratka, in smo potem tako res počasni zrinili do vrha, ne. Unim je pa zmanjkalo za par ur. Smo jih srečali tam, ki smo bili. Tako da smo bili 9 dni, potem, ko smo šli od doma, so bila midva na vrh. Na vrh Serotoja. S potjo vred. Po Maestrovi smeri. Kar. Ja, the best. Tako da, to je bil, mislim, da je bil to en 29 ali 30 vzpon, pa se pa, mislim, zdaj pa to tako neko brez veze, ker so se stvari čisto spremenile. No, se zdaj, ja. Takrat je bil res, res slab vreme. Skozi. In tudi naslednjič, pa smo šli par let kasneje, ko smo delali tam. Sva prilezla tam v tistem Pansenoju, sva šla od Piole ponavljati tisto nek Patagonicos Desperados, se je bil zdaj pred kratkim ponovljen, tam sva prišla nekih, je bil en tak svinjski mraz in sva imela, najprej sva imela v planu to, da bi šla po Ferrariju spet na Tore, pa sva si pol premislila in sva se v bistvu takrat nategnila, ker je bil vreme sicer dober, ampak je -20 in sva čisto zaradi mraza obrnili na ene 100 metrov pod vrhom. Pansenoja. Ja. Pa sva bila pa še enkrat, tam smo prišli pa tudi ene 150 metrov v tistem Eksotetu na ta Stanhart, tam nas je pa tudi ena nevihta dobro nažgala in pa ni bilo več. To je vse argentinska Patagonija nad Črtenom. Bil si pa tudi v Yosemitih. Tudi, ja. Pred Patagonijo ali pol kasneje? Ma to je bilo vse vmes. Bila sva, prvič sva lezla nos, pa še tiste stvari okoli, drugič vem, da sva šla, sva lezla, pa ne vem, to se spomnim, ta Stoner Highway tam, ta je kar taka,
To so lezli te prvi, ki so naprej lezli, tako res ta Bahar, pa tale družna, taki dolgi run-outi, ne. Pa Half Dome v enem dnevu, pa še tisti West Face, to pa še pa sva potovala po Ameriki, pa lezla po teh plezališčih. A si v Karakorum ali pa v Nepal, nepalsko Himalajo še kaj šel? Ja, 2004 sva šla še v to Nagmo. S temi dol v Patagoniji smo spoznali dva super dečkota, ne, ta Avstrijca iz Innsbrucka, in smo se kar tam zmenili, da bi šli tam enkrat pozimi, sta naju poklicala, da je ful cevca, ne, če prideva dol smučat, in sva se usedla v koreto in smo gonili tam en cevc po tistih njihovih bregih, ki poznajo, in zvečer smo šli v eno oštarijo in smo tam malo lupetali in smo se zmenili pol za v Pakistan in smo šli naslednji let pol v to Nagmo, ne. Tam so pa tudi eno prvenstveno v en Zang Brak, en 600-metrski tak skalna stena. To. Pa nisva več bila, ne. Pa sva dobila pa hči, pa so se pa stvari malo zakomplicirali. Pa se je, bi rekel, to kot prav malo ustavil. Morda še kaj v tem, ampak zdaj se pa vseeno vrneva na ono, kako bi rekla, odprava, ki sta šla pa fotkat, oziroma kako si rekel. Kaj je bilo pa to? Ja, to je bilo en član od te jugoslovanske grupe, ne, je imel založbo v Londonu, ne, Flint River, in oni so delali tako, da so neke take koprodukcije so izvajali, ne vem, en od teh, to je bila ena skupina založnikov, in so producirali knjige, ki so jih potem iste sam prevajali, ne vem, zdaj če skratim pa grem na to knjigo, to je bil naslov Himalaja, ne, en Denis Gunton je napisal tekst, fotke so pa najeli mene, ne, da pač posnamem vse to, in pol je ta knjiga izšla v Angliji, v Nemčiji, ne vem koliko prevodov, v Italiji, skratka to je ena taka coffee table knjiga, ki vem, da me je še potem ena punca klicala, da če se da to knjigo dobiti, da jo je v Katmanduju, da jo prodajo, pa da je videla, da je Slovenc po sliku. In mi, da sva takrat pač plačali so nama en predujem, ne, tako za tiste cajte kar soliden, ne, ker je bilo pač vse, kar je bilo v devizah, je bilo mnogokratnik. Sva napokala spet en kombi, sva šla za pol leta, ne. In sva to predrajsala Kašmir, delala, to je bila sam hoja, no. Ampak recimo v tistem Srinagarju sva spokala, ko so tam ene ljudi ugrabili, pa ene kamni so leteli v avto. Tako da sva tudi tam hodila okoli, ne, tako cel kup res dobrih zgodb, celo Himalajo sva prešopala od Karakoruma, no, tako, šla sva tudi v Ladak, no, z avtom tam po tistih cestah, pa pol nazaj, pa naredila kakšen trekking okoli, skratka, jaz sem šel pač, to je bilo pač čisto fotografsko. Sem pa si po tej fotoaparat že očitno prej mogel spremljati skozi in očitno si mogel tudi dobre fotke delati. Ja, v redu. Mislim, lahko bi boljš naredil. Saj pol v bistvu po tej turi, ne, je bil pa že čas, da se počasi nečesa lotimo, ne, in so pol glih sem tuhtal, potem, ko so knjigo naredili, si ko mater tole, ne vem, če ne bi znal jaz boljš skup spraviti, ne. Govorim o tem, kako bi izgledala, ne. In sva pol tudi, ko sva prišla domov, se pa začelo tole, vem, da ko sva hodila po tistih poteh, pa si kakšnega tujca sreča, pa rekel, od kje pa sta videla Jugoslavija, je rekel, Čaušesku so ustreljali, pa to, veš, midva sva vedela, kaj se dogaja, takrat se je Evropa podirala, ne, ta stara. Aha, sprav konc 80-ih to že. In ko sva prilezla, ne, to je bilo, ja, konc 80-ih, ja, pol sva pa, ko sva prišla domov, sva potem tole firmo odprla, no. Sicer je malo tudi mat pomagala, ker je imela že nas poln kufer in je takrat, ona je šla, mislim, da v penzijo in je rekla, da bo še par let delala, da bo šla na privat, in potem se nas je očitno, nam je hotela dati neke signale in nam je
3 firme vplačala, ker je bilo to tako, kot da bi dal 10 evrov, ker si lahko takrat firmo odprl. Tako da mi smo imeli še kaselc tam na unmo SDK-ju v centru Ljubljane, je rekel, no, tukaj imate zdaj pa nekaj delite. No, ste sam plezali. Ampak ne, je bilo že tam, recimo, ko sva hodila tam, sva se nekako odločila, da bi šla v tole, sva si pač zamislila to Siddharto in pol smo pač prijavili pa začeli delati. No, mogoče Po vsem temu. treba mačkam bolj razložiti, da to ni kar ena firma, ampak to je založba Ajo. Siddharta, ki jo pa tako drugače vsi tisti, ki smo mačkam s planinstvom, alpinizmom, plezanjem, gorništvom, turnim smučanjem zelo dobro poznamo. Saj ne raba biti neki ful skromen. Ne? No, to je to, ja. The best. Ampak na začetku niste vodničkov izdajali, ampak ste kartice. Ja. Tam sva, recimo, takrat je pri nas kraljeval ta fotolik, ne. To so bile res obupne razgledance in tam v Katmanduju sem prvič videl res, jih je delal ta Galen Rowell. Američan jih je tiskal v ne vem kje, skratka to je bil takrat res, se ti je zdel totalen presežek. In smo rekli, nič, bomo pa mi tole pri nas v Sloveniji naredili in tako smo začeli najprej za razglednicami. Potem tele voščilnice ilustratorske, potem pa počasi tudi knjige. Zdaj pa v bistvu mislim, da imamo skoraj več dela z vodniki, kot s tem, s čemer smo začeli. Ker prvi športno-plezalni vodnik plezališča Slovenije je pa nastal 94, da sem prav. Ne vem. Ja, ba je dal 30 let letos. Ja. In lansko let, ne, je išel tale. Ja. In to je zdaj že 8. izdaja. Ja. Ker spomnim se, tista prvi je bil ker smo za pol ali pa celo tretjino tega. Ja, to, kar je bilo, ne. Takrat, ko sem jaz Dena prosil, če bi to risal, sem jaz sam rekel, da mislim, da se nam je utrgal, kaj bo z tega. Ne. Ampak to je bilo kar pomembno, ne, se mi zdi. Ta vodnik je postavil mogoče tudi ta plezališča na zemljevid tudi tako, ne bom rekel lastniško, ker to je vse bilo neurejeno. Tako da smo nekako pomapirali to, pa da je to, a veš, ko si enkrat 20 let s tem prisoten, pol to rata nekako drugače, če bi si zdaj zmislil, da bi začel kar ene stene opremljati. No ja, seveda. Vse, če so bile, ne? Mislim, se ta plezališča, ne vem, koliko jih je bilo not, ne vem, če jih je bilo 20 v prvi izdaji, ne. Ta Dolžanka, pa te klasične Turnic, Črni Kal, evo, tam smo toliko, da ti bo jasno, koliko smo stari, ne. V Črnem Kalu smo še sklini prvenstvene plez. Še jaz jih imam, ne pa. Ne veste. Ja, noro. In tudi to je bilo zanimivo, koliko let se je tam v bistvu plezal na kline, ne. Recimo Rado Fabijan, ne, ki je bil zverina, ne, kar se tiče tega plezanja po hribih, je enkrat moj ratal, da je užgal v tisti pasji radosti, ki je bila na Frančkovih klinih. To pomeni, verjetno je bil ta prvi, ki mu je to ratal, ne. Ker to je bilo vsaj več kot 10 let. So bili te klini not. On je tam na vrhu malo zdrsnil, vse po pulu dol si zlomil zapestje, ne. In folk je na tem plezal, sam ni meni padel, ne. Ne vem, koliko je zdaj to. 6 ali koliko. En raz. Vem, ki pasja radost je tam skratka, v glavnem delu, ta starem. To je bilo. Jaz sem gledal, recimo sem bil tisti vikend tam, ki je Francelj lezel lokomotivo, ne. Ja. To je tudi izgledalo tako, najprej tam ali neki zjutraj smo še mi vsi spali v spalkah, ta je tam pletel okoli, pa soliral, že ne vem, 20 smeri je posoliral, preden mu je unostal, s katerim je bil. In pol se je z vrska spustil, pa tam en svedrovc, ker se mu je zdel zabav, pa 2 klina, pa se pa navezal, pa je spičal. Pa je kar. To je 6B. Ja. Ampak to je bil, s karakterjem, ne, lahko rečem. Midva z Rokom sva lezla v tisto lajzo tam zraven. Ja. To je tudi, z vrha dol po štriku, ping, 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 par klinov, pa od spodaj. Za unga Popaja se spomnim, recimo, zelo pomemben akademik, ko je bil takrat tako kot Tine, ne. V teh naših cajtih je bil Jože Žumer, on je bil Koprčan, ne. Pa res izjemen plezalec.
In on je bil tudi okužen s tem prostim plezanjem in ta popa je bil njegov projekt in smo 1 let čakali, da mu bo ratal to zlest, je bilo pa tako. Tam je bil, ne vem, sta bila 2 klina not zabita, pa smo mogli pa eno klemo nekje zatakniti in udri, ne. In takoj, ko je zlezel, smo se vsuli za njim, ne, ampak ni šel benno. Vest. To z teh smeri, Tako da po moje je bil kar nivo, no, za tole, bom rekel, za težko plezanje, ne, to, kad danes gledaš, kaj za mularija leze, ne. Tukaj tudi po Triglavu, mislim, kakšen nivo je zdaj to, ne. Mislim, da smo bili približno tako kot vzhodni Nemci, ki smo bili drugič v Patagoniji, smo bili skupaj s tem, je bil ta Reinhard Karl, pa tisti Bernd Arnold, slavni iz Peščenjaka, sta bila tudi tam. In ta vzhodni, ne, Bernd je, ne vem zakaj tako, očitno smo si bili mentalno bližje, je kar veliko visel tam v tisti naši kolibi in smo se malo pogovarjali in sem ga zaslišal, ne, kako, kje so, ne, zdaj s tem nivojem, je rekel, da do 8 razturajo, ne, tudi brez klinov, pa se pa ustav, ne, da so recimo zahodnjaki v višjih težavah boljši, ne, zato ker je tak stil plezan. In tukaj se mi tudi zdi, recimo, takrat, ko smo lezali, si do 8 zlezel, če je bilo kaj odzad ali pa nič, ne. Če smel kaj za zabit. Naprej pa redko kdo, ne. Se Francelj je tudi prišel, pač mislim, da je en ta nivo vladal do ene 8 je letel, ne, pa dvomam, da bi šel naprej, no, tako, a veš, zdaj leze v desetke. To se je verjetno pa se je to kasneje s športnim plezanjem, pa z nekim drugim Ja, pristopom. ne, mi smo bili recimo, prav ta ljubljanska scena, ne, je bila zaradi šanc pa tistih Rimcev v veliki prednosti, recimo, ki so oni, kje še lezli po klinih, smo mi že naprej lezli, pa tam gor trenirali, tako da smo imeli, je bila razlika. Tudi zaradi tega, no. Pa tudi zato, ker smo malo bolj bili dovzetni za tisto, kar se odzun delali. Da pa kakšne stence si delali, to pa še niste? Ali pa, Kje? pa da kaj, Pa kora, veš, to je bilo tudi socializiranje, tam na Šancah s prši gor so bili vsi tam, pa so se pa preselili v Rio, ne. Tako da, to je bilo vse živo. Tako da to je bilo, ne vem, jaz sem bil ogromen gor. Vse tiste stvari, pa to se je solirali, pa lezali, vem, tam so bili problemi, ti si bil tudi po 10 metrov visok, ne, in to smo v nekih supergah lezali. Kakor supo, gor, dol, dokler nisi enkrat zlezel čez, ne. To mislim, trening je bil, ne, za tak tip plezanja, ki smo se ga mišli. the best. Če se zdaj se en mečken vrneva še na Sidarto, ne, to sta skupaj z Ines štartala. In kako si pravzaprav, si razložil si, kako se je vse skupaj začel, pa kartice, ampak vseeno neka ideja oziroma neka vizija, da bomo pa začeli tudi vodniško literaturo izdajati. Se sploh ne vem, če smo imeli to v planu. Veš, kako se je začel, tale Andrej Stritar, ne, ki je tudi, on je bil tudi naš član. Mislim, ko sem jaz prišel na akademika, ne, sta bila ona dva tako že stare džombe, ne, z Uršo. In je prišel enkrat z eno idejo, ki je pač videl, da imamo to založbo, da bi naredil neko majhno knjigico, nekih 100 izletov po hribih, da ima napisan. Pa sem ga jaz prepričal, ne vem zakaj, pa tako je rekel, pa ne bomo dali teh profanih tur noter, Triglav, Škrlatica, pa tako. Pa sem ga prepričal, Benti, če hočemo mi to prodati, kar moramo, ne, daj ti še to vtaka not, pa je prišlo to 111. Pa on je rekel, majhno pa poceni, jaz sem pa kaj pa raje dal slike, pa tako, da zgleda tako, kot so recimo, ne vem, ker mi smo se tudi s tem Pavzejem, od tega Valterja Pavzeja sin, ne, ki te slavne vodnike izdajo in Extreme Fels, ne vem, če to pozna. Skratka, celo zbirko teh nemških knjig. Meni se zdelo, da bi lahko nekaj tacga naredili in je pristal, ne, in smo spravili skupaj tistih 111 izletov in to je bila neka
enormna uspešnica, takrat to so bili drugi cajti, to se je tiskalo, ne vem, jaz mislim, da je šlo v prvo let 10 jurjev ali pa še več knjige. Ja, Pa je bilo pa to že kar solidno, tako smo dobili tudi nek denar noter, in pa smo pa začeli s tem, mislim, razvijali naprej. Če samo za en tak intermezzo, jaz sem to knjigo pri nas doma najdel, ko starša sploh nista več hodila v hribe. Ja. In ko sem začel v hribe hoditi, sem preberal tole in one slike in tako. Se mi tudi zdi, da so tudi ostali vodniki, vaši so šli tudi čisto kako so strukturirani, ne. Tiste časovnice, višinske razlike, te neki bazični podatki, slike, opis in tako naprej, pa v neko to kratko, jedrnato formo opisovanja vzponov, ne, da ni to zdaj nek špeh, ki pa se naveličaš. Sam to, v bistvu smo skopirali ta koncept, ki so ga že od zunaj imeli, sam to je bila pri nas novost. Tukaj Planinska zveza je takrat se vprašanje, kaj boljš, skratka, mi smo imeli recimo te Tinotove vodnike po Julijcih, ki so bili enciklopedični, vsak odcep, vsaka ura, mi smo šli pač konec koncev, če to delala Planinska zveza, pa ni smisla se rin zraven, ne. Pa Tine tudi, ko nisi mogel konkurirati, ne, recimo. Smo se pač odločili za te izborne vodnike, ne. Amerikanizacija. Ja, se ni vse samo slabo. No, kako? ne, ni, sam hočem reči, to so bili spet očitki, ne, kaj pa je zdaj to, ne. Ta prav vodnik je tak, da vse noter je, pa ni, ne, sam vidiš, zdaj v bistvu se pa potem zgodilo to, da smo pač mi udel to smer, zdaj pa pač vsi kopirajo, ne, tako kot itak, kdo pa ima čas, se veš, da je danes best of, ne. No, pa sej za marsikera področja vzuni so izbori, ne. Pa Itak. že dolg, pa tako. Se tudi tole, ne, recimo v temle Triglavskem vodniku je 150 smeri pa variant, ampak vprašanje, če se jih ne bo plezal v 80% okoli 30. Tako da tukaj je zdaj... A se upava iti na to področje pa špekulirati, koliko smeri se dejansko pleza? Ne vem, v vodniku, predpostavljam. ne, ki ga bova zdajle predstavila, in sicer letos je išel drug ponatis plezalnega vodnika z severno steno Triglava. Prva je išla, to je tale knjižica, moja je že malo znucena, 2011, če se ne motim, ne. In v prvi, samo zato, je pač skratka, to je plezalen alpinističen vodnik, ki sistematično ste avtorji trije obdelali celotno Triglavsko steno. In v prvem vodniku je opisanih 130 smeri z variantami, zdaj jih je pa 150. Ja, ali pa še kaj več. Ja. Pa še kaj več. Pa ažuriranje tisto, kar cel kup teh smeri najtežjih so bili eni taki baobavi prej, ne. To se je zdaj ponovilo. Tako da je posodobljeno, ampak za kaj dosti več prostora po mojem v steni sploh nikaj je zdaj. Tako, tudi že v teh naših epizodah smo govorili o pokritju slovenskih sten z vodniško literaturo. In ne, so tele črne lise, ki so pravzaprav kar velike, ne, od Tamarja in tako naprej. Ampak hvala Bogu, ne, imamo pa Triglavsko steno ali zgolj steno z veliko pa obdelano. In to je veliko delo, ne. Ne zgolj čist iz v bistvu nekega tehničnega vidika, da si pač jaz zdaj izmislim, pa šel recimo zahodni del Triglavske stene nekaj zlest, ampak to je en velik del naše zgodovine alpinistične, naše skupnosti, ne, ker kakorkoli Triglav je najpomembnejša stena. In da se je to obdelal, ne, je veliko delo je to. In daj mi majčkeno razložiš, kako je sploh prišlo do začetka tega projekta. Saj verjetno idej, ne, pa nekih teh alpinističnih kampanj, zlasti po kakšnih bližini kakšnega šanka je vedno veliko. Ampak potem, da ste se pa enkrat lotili, kako je prišlo do tega?
Ja, ta glavni je bil Miha Valič, ne? On je delal tudi diplomo iz tega gorskega cvetja, on je vzorčil po Triglavski steni, zdaj ne vem. Skratka, diplomiral je iz biologije, iz te teme, ne? In zraven je pač jasno plezal, ne? Če ima se tam le noti tudi skica, ki je vse tele vzorce pobiral. In enkrat, ne vem, kje smo prišli na to idejo, Mare poklical, da bi se mogoče lotili pa to naredili, in je Miha gro tega zbral tako v grobem, ne? In mi je pač te stvari predal glih, preden recimo pakiral je kramo za tiščojo, ki sva se dobila, mi je dal ta CD, rekel, ko pridem domov, pa tole spilmo, ne. In potem se je tam ponesrečil in je bilo tega konc, ne. In potem jasno je stvar zastala, potem je pa mama njegova vzela stvari v roke in je klicala Mareta, ne, da kaj se zdaj dogaja, da je bilo obljubljeno, da bomo knjigo naredili. Prezela je tudi skozi leto okoli z ene odprave na drugo in potem smo se enkrat dobili v mesto in sva ji pač obljubila, da bomo to spravili skupaj, milom silom, ne. Pol je Mare spet šel, sicer pustil vse slike pa to, in potem smo tezgili, še ena kolegica je delala skice, ne, in je kar trajalo, ne. In smo pol spravili to prvi vodnik skupaj, ne. Na pol prisiljeni, ne, ker to res ne smeš na polno plezati, da tole spraviš skupaj. To je prva. Ni cajta, Ne, ni šans. nikoli. Pa In smo- tole drugo je tudi, ta vodnik je že zdavnaj pošel, ne. In potem so se še tele nove smeri okoli Korenine zgodile, pa še ene par njih. Pa ne vem, jaz sem se enkrat že vmes kar dobro lotil tega, pa sem se pol sam imel en padec tam v Triglavu, pa sem si nogo nekaj pofedlal, pa me je potem spet minil, tako da zdaj pa ne vem, zdaj pa nekako rata. In smo še zbrali tole, kar je falilo, Ja, in pa super, so dobri. the best in hvala. Mogoče samo na hiter, tako res tudi en lep poklon Mihi Valiču, ne, tisti, ki smo ga poznali, vemo, kakšen ne samo alpinist, ne, climber, nasploh plezalec je bil, ne, ker Ja, od to športnega je res plezanja, katastrofa, ja. alpski vzpon, nove smeri, proste ponovitve, do njegovega podviga v Alpah pozimi, ke ne vem, če ga je že kdo šel ponavljati na tak način, ne. In o tem sem zdaj, Jaka, vidiš, zdaj te bom javno zahaklil, ne, ker sem mi obljubil, da bova enkrat Mihi naredila eno epizodo samo glede tega. Skratka, res en lep poklon njemu. Tudi tako dobro je sistematično pa relativno jedrnato obdelana zgodovina stene, ne. Ja. Potem pa seveda smeri, ne, alpinistične smeri, ke zdaj Tukaj bi mogoče kdo pričakoval, da bo kaj več napisano, ampak jaz mislim, da za takle vodnik oziroma tudi za Triglav to dejansko, to je za ljudi, ki vejo, kaj je 1000 metrov, ki vejo, kako se klin zabije, skratka, ki mora biti čisto kompetenten, potem vzameš skico, tole prebereš, pa greš plezati z vso komplet opremo, ne. Tukaj ni noter opisov, kje bo ključno mesto, kaj more paziti, ne vem kaj vse, ker če ne bi tole, ne vem, bi v 4 takele knjige spravili, če bi imeli to smisla. No, to je ena stvar, druga je pa to, da po eni strani so klasike že obdelane, ne nazadnje, tako povodniško, ne, z slovenskimi stenami. Itak, ja. To je ena stvar, druga pa to, kar si rekel, ne, saj to je 1000-metrska resna stena. Ja. To tudi ni vse za vsakega v končni fazi, ne. Ja, jaz ne vem, meni se zdi tudi 4, pa tudi 3, da se spraviš čez Triglav, ne, v kakršnikoli obliki, je že kar Podvig. dejanje. Ja, Seveda. kapo dol, ampak moraš mu biti pa dorasto, ne, zdaj, da to ni
mogoče ti je pri takih spomnih to, če si dober v kakšnem vrtcu, še celo ovira, prej kot kakšna korist. Ne. No, absolutno. Ker kdorkoli je vsaj nekajkrat, ali bom pa rekel, več različnih smeri tekom stene plezal, ne pol vidiš, kaj je to zares velika reč. Od daleč se zgleda, kot pač nekaj zelo navpičenega, relativno ravnega, ne. Ker pa enkrat not je pa to sten v sten, turencev, nekih reber in Enkrat smo snemali s tem Pavzem, Mikijem, neki so snemali za to nemško televizijo, pa so naju prosili, če greva zraven z Ines, in smo bili na vrh Sfinge, pa se je tako noter spognil, pa je dol pogledal, pa je rekel, oh my god, tega se spomnim. Mal je letel na steno, mal pa tudi tako, ko zgleda, zgleda koršljivo, se je tudi, ne. Relativno. Pa slovenski pnenc, nikaj ne. Kako? Slovenski pnenc, ne. Ja, ampak po drugi strani se pa absolutno strinjam tole, ki je imel v sobotni Bennett tisti intervju in je rekel, da so to še zadnji resni hribi, ne, Zahodni Julici, pa tudi naši, jaz to čist, se strinjam. To so za moje pojme dosti bolj resni hribi, kaj Šamonije ali pa tisle tam okoli, kaj je gor. No, že zaradi varovanja pa vsega, ne govorimo o težavnosti. Tele ta težke smeri, ne, recimo ala te korenine, pa tole, pa te kaveljci, ne, recimo to, kar se zdaj ponavljalo, to je pa kar že zelo visok nivo, po moje. Kompleksnosti, ne samo to, težavnosti, no. Absolutno. Pač moraš biti en nivo mentalen in fizičen moraš imeti, da se sploh spravaš čez v kakršnikoli obliki, ne, ali na A0 ali pa brez, ne. S kom sem se že pogovarjal? No, kakorkoli v korenini je menda 20 klinov. Ja. Ne, v koliko 1000 metrski steni, ne. Ampak, da ne bova zdaj strašila v tej, ne, omenila sva že 150 smeri orisanih za skicami v tem vodniku. Verjetno že tako, ne, vsak povprečno ambiciozen alpinist si želi plezati v Triglav. Pač to tako je. Saj slovenski alpinist, alpinistka, pač nekaj teh smeri v Triglavu hoče imeti, ne, na seznamu. Pa če v končni fazi so to, bom rekel, nižji rang od slovenske, nemške, kakšna bavarska, kitajska, do nekega srednjega, ne, če se najprej klasik drživa. Potem za vrhunske alpiniste so pa pač tudi smeri, ki si jih že omenil. Mogoče bi, ki si omenil, ne, koliko resna je ta stena. Večkrat se ta zgodba pride na plano, da ste pred leti gostili neke zahodne alpiniste, kar dobre, ste šli po zim plezat. Ja, se to isto. Daj mi, če ti ni odveč tole zgodbo deliti. Mislim, ni mi odveč. Kaj smo šli? Šli smo s tem, vem, da je bil ta Kenton, kako se piše? Kul. Evo, to je zdaj neka velika zvezda na Everest. Pol je bil ta Ian Parnell, pa še en dečko, en Škot. Skratka, s tem Parnellom je šel Mare Prezelj, jaz pa s tem njegovim buddyjem in smo šli plezati v Sfingo. Šli smo po Prusikšalaju gor, pa mislim, da smo šli raz Sfinge in ta dva sta si zamislila, da bosta splezala to prosto, ne, sta imela tudi plezalke s sabo, midva nisva rekla nič in potem smo prišli do Podunga Cokla za v Sfingo in se je zataknili že tam, v bistvu nekako nista znala po tisti trojki ledeni splezati gor do skal. Sta prišla nazaj, sva šla midva vsak po svoji špuri, tako je 30 ali 20 metrov narazen čez in ona dva sta bila, vem, da se je en drl, fucking crazy Slovenians, ne, skratka, smo se prištantali,
tam na Uno, pa smo začeli plezati in ko smo prišli do tega ključnega mesta, je ta prnel tako po angleško, je se z ugojzere, pred na -15, si obuv neke sportive na golo nogo, mi sva čakala, ste se že malo nočili, ne? In je probal, mislim, da točno 5 metrov, malo je probal, je rekel, ne gre, super, ne, se to je bilo jasno že od spodaj, ampak ok, pospravil tiste šuhe, ne. In potem pa smo šli ven. Zgodba ta glavna je bila pa ta, da smo imeli en bivak vmes in ko sta prišla en dan, preden smo šli v steno, Mareta vprašati, da kaj rabita, in je rekel, spalne vreče, ne, je rekel, kakšne pa imate, rekel, ene take od 2 kil, ne, ni šans, ne, to čisto lahko, ne. Midva sva imela pa eno vrečico, tako, ki si jo dal na razen, da sva se pokrila pod njo, ne. In pridemo na tisti bivak, pa začnemo tisto luknjo kopati, midva potegneva uno vrečo ven in una dva uči na peclje, ne, kaj je zdaj to, niste rekli brez vreče, je rekel pol Mare, ja, ampak ne 2-kilsko, ne, in potem midva sva lepo spala, una dva se je pa slišala, sta tolkla z nogam celo noč skupaj, ne. In pok so napisali članek, tako so bili zelo navdušeni, plezanje v Alpah, tam je bilo tismo climbingu objavljen, ta glavna zgodba je bila ta, da smo jih kao nategnili z vrečami, da pridemo na bivak, da smo jim rekli, da ne rabimo vreč, ne, sred zime, in da midva sva pol gladko vrečo ven potegla, oni pa ne. Tako da to je bil potem ta glavni štos, in ko sem ga par let kasneje, ko smo izdali tisto Patagonijo z Rolotom, ne, pa je rekel, če poznam koga tam, da bi objavili, ne, tole, da je knjiga izšla, jaz sem rekel, s tem sem plezal, ne, z urednikom. Pa sem mu napisal mail, pa sem mu napisal, da je guy with sleeping bag here, ne, tako je poklical nazaj, se je zapomnil. The best. Zanimivo, da mi poveš še pa to, ne, že prej si omenil Frančka Kneza, ne, ti mu praviš Francel. A si že tam v 80-ih kaj plezal z njim? Sva, mi jo imamo cel kup prvenstvenih. Ja. Skupaj. Ker Začela sva kje? Začela sva, ja, tukaj v temu, tako, po tistim drijem, ne. Mi smo se že v Paklenici pa to srečavali, pa smo bili skupaj, pa sicer on ni hodil v Štarijo, on je bil skozi v jami gor. Tako da smo se, ne vem, recimo jaz sem z njim plezal v Kotečniku, ki sem mu mogel še obljubiti, ne, da noben mu povedal, sva tam sploh ne vem, kaj sva lezla, tam je imel neke probleme, vem, da sva tisto probavala, tako da on je imel tisti vrtec 10-15 let zase, cel Kotečnik, in je lepo tam na kline, to rihto, ne. Potem sva lezla tele smeri v Franciji skupaj, pa meni se zdi tole okoli tega Triglava, ne, takrat, mi smo šli, Mare pa Miha, k njemu domov, zato ker on je bil le ta glavni za tole, tukaj on ima 40 ali še več smeri not, ali pa je bil pentlan vanje, ne, in smo šli k njemu domov in sem mu jaz preslikal cel tisti vodnik, pa vse fotke, ki je imel, karkoli je imel, pač to je osnova tega, zdaj tudi tukaj not, skice, pač vse smo prefotografirali, pa on je malo pogledal te orise, ki jih je že Miha pripravil, ta prve, ne. In potem je rekel, da se vsem določenih stvari ne spomnim, in sem ga spomnil na hecu, se rekel, daj, pripelj se ti nekam, ne, ker on je bil do konca brez izpita, ne, ga je Andreja vozila ali pa je šel na avtobus in je prišel v Loko, pa smo tam prespali, pa sva šla zjutraj pod steno, jaz sem imel printe in on je potem risal, tako, to se je pa spomnil, ker je imel spomin hud za smerine. Tudi ene par prvenstvenih ste splezali in takrat. potem je rekel, sej vzela kakšno kramo s sabo, šla še kaj zles, jaz sem rekel, valjda bova, ne, in pol sem rekel, zdaj, ko sem toliko tele skice, imam v glavi, ki je luft, ne, in sva šla pol tisto korekturo les, ne, to sva imela 80-metrski štrik, ki sva bila v 3 urah čez, to je ena petica, tako, ker leti gor po neki špranji, lahko sicer, da je kaj povozila od, tam ni jasno, kaj se je zgodilo s tisto mojstranško spodnjim delom, ampak, in potem, pa je prišel na okus, ne, je rekel, ti ko bi šla še eno, ja, pa pejva, ne.
In potem smo imeli tako eno on, eno jaz, tako tudi Špuro, tudi imena, ne. Po ne vem, a sva šla pol tisto Rožo vetrov, ne, tisto sva zlezla tako in tako naprej, tiste nora smer, ne. To je To je vse zahodni del Ja, Triglavske ja, Balkane. ob šlosarski, noro, tako čisto v ravni liniji, lepo gor in je imel ugledano odprej, ne. Pa smo šli še tam okoli Tržiške neki, pa še Zines eno, po na koncu se pa je že nažrl, meni se že ni dalo, on je ob 3 zjutraj rogovilo, koliko je prišel, tako kot tam, ne, v Franciji. Takrat, ko so bivakirala v tistih žurasih, je bilo tako, sva prišla pod steno, šla ob 2, vstaneva, ne, pa gremo not. On že čez 1 uro je začel noreti, sva prišla spat ali plezat, daj vstanva pa greva. Pa greva, ne, pol sva pa zaribala tam v tisti prečki, ne, ker recimo njemu se je zgodilo to, da je ljudi priteril ob 2 zjutraj pod marmolado, pa so pa še 3 ure čakali, da se je dan naredil. Veš, tako, da to je bilo. Pa kva je bil tok... Je čez na spidu, ne, on, a veš, recimo, če ni plezal, je doma res baril, ne, on je res ful, ima te lesene kipe, pisal poezijo, ne vem, čist. To moraš tak biti, ne. Za ono ta zadnjo smer, ki me je klical, greva, sem si nekaj zmislil, meni se ni dal več iti. Mislim, vsak teden bo še eno prvenstvo lezel. Vse lahko, se bi lahko še 10, ne. Mora še kaj pustiti, ne? Še za koga. Ja, zdaj pa ne vem, če se še kaj dosti da. Mogoče tam okoli tistih, kaj Svedrovci, ampak tole je pa zdaj res. Tale vodnik je zato tudi pomemben, da ne bo kdo tople vode odkrival, zdaj pa vse vrisen. Ker so ljudje lezli recimo neke stare Frančkove stvari, so zlezli neke variante gor tam v barieri, ki se praktično samo v 70-80 metrih se ne pokriva, ne, z eno staro Frančkovo smerjo, ki jih je tako, takrat tudi, ki je imel ta obdobje, ki jih je štepal eno za drugo. No, ampak če mogoče zdaj posebej, ne, če se upava špekulirati, koliko se danes pleza smeri v Triglavu, recimo. Jaz mislim, da se bo vedno plezalo, samo to, recimo, ne vem, tako kot jaz te stvari vidim, zdaj prosto plezanje na en način ratal en tak super masoven šport, ki je za vsakega, alpinizem bo pa vedno bolj ena zadeva, s katero se bo neka elita ukvarjala. In bolj, ko bo stena resna, manj jih bo. Zdajle so glih ta vikend sva lezla tam v Karnicih eno smer, ki piše, da je popularna, da se veliko leze, nič se ne leze, sta bila tudi 2 Slovenca pred nami, sta zabijala noter, ne vem, to je bilo po par klinov na cuk. Ni pa, mislim, štanti so že opremljeni, ostalo je pa tako, ne, in nikjer nobenega. Pa je bil super dan, ne, sred Karnica. Tako da mislim, da ni to, to je vse povsod tako. Ja, nek tak čas je. In Ja, tudi... ampak to še nič ne pomeni, to se bo vse tudi, jaz mislim, da do te naše generacije, da je bil tudi vmes kakšen mrtvilo tam. Pa to je že zgodovina, tako in tako so ta stari vedno obupani nad tam mladimi, pa se pa vedno neki sceni. Pa tudi zdaj se bo. Pa tudi zdaj se bo, ali se pa že. Se zdaj dobro leze. Povej mi še to, ne, poleg sva že omenila vodniške literature, zemljevidov, kartice še delate? Še malo, še ostalega. Se pokvarjate pa tudi, izdajate pa tudi določene knjige, torej leposlovje. Ja. Kako imaš pa ti ali pa nasploh tudi mogoče v Siddharti, kakšen imate odnos do tega in kako ste prišli do tega sploh, da ste tudi na to področje zajadrali? Ja, kot prvo ne bi bili radi ena založba, ki pač vse izdaja, ne vem, če bi en prišel s kuharico k nam, bi rekli, pejte drugam, ne. Pač poskušamo ostati tam, kjer smo, in se držimo te gorniške outdoor tematike in pika. In tudi, pa še to tisto, kar se nam zdi, da je vredno objaviti, ne.
Recimo, če so bile tudi tam tiste knjige z Everesta, pa ne vem kaj vse, pa jih nismo prevajali. Ne. Zdajle, sicer ne vem, koliko bo to, upam, da bo zanimiv, ne. Zdaj imamo tik pred izdajo tole knjigo od Moffata, ne, ki je v bistvu ena zgodovina razvoja prostega plezanja, ne. To so tudi Jerry Moffat, ja. A si bral to? Ne. No, v bistvu je to angleška zgodba tega, kar se je tukaj dogajalo. Ne vem, tole, ki so Teddy, pa Lukiči, pa teli, ki so lezali na tem nivoju, pa tudi tekmovali. To je bila čisto sporedna generacija. Pa prevaja se še ta knjiga od teh zamolčanih himalajskih plezalcih, lokalnih, kot so Šerpe, Balti in tole, kamor je danes pripeljal tale masovni odpravarski turizem. To se mi zdi, da je tudi zanimivo. To bo jesen vse, verjetno obe. Super. To zih zanimivo. Če ne pa to tako, mislim, ne vem. Se mi zdi, da je vredno, no? Tudi niso to kakšni finančni presežki, lahko so celo minusi, ne? Ampak pač to delamo še zraven. Ja, the best. Kako pa se ti zdi, ker vsem si v teh vodah, ne bi zdaj rad neki gospod, a se danes še dovolj bere, ampak glede na to, da majčkeno pogleda pa imaš, ne, v neko bralno kulturo, in če mogoče ne bi šel na neko slovensko občo raven, ampak ali pa tudi ne, bolj me zanima mogoče pa na tem področju, kjer pač tudi Siddharta deluje, ne, torej na področju plezanja, gorništva in tako. A se te knjige, ki jih izdajate, ne, gorniške, zdaj, če pustiva vodniško literaturo ob strani, torej leposlovne, a se berejo? Mislim, te številke grejo dol, ne, ampak očitno se bere, ne, tudi po teh izposojah, po knjižnicah vidiš, da to en krog ljudi zanima, ne, samo mislim, Slovenija ima problem, ne. Mislim, to je res, pa zdaj še, mislim, smo res majhen trg in cel kup mularije bere v angleščini, ne. Jaz se sicer, ne vem, znam angleško, ampak mi nikoli ni isto, ne vem, če obvladajo angleščino tako, kot smo mi srbo-hrvaščino, pol se mogoče da, ne, če ne, pa dvomim. Ampak berejo. Obvladajo. No. Tako da veliko stvari je še s tem povezanih, ne, ampak če ne gre če ne pa nasplošno, se veš, da za branje rabiš neko koncentracijo in te ljudje več nimajo. Mislim, se to je že noro. Sediš v štariji, ljudje se od 20, ki so tam, jih bo 18 štrcali po telefonu, pa skupaj pridete, tudi pari, ne. Mislim, jaz ne vem, to vsak dan gledam. Da imajo koncentracijo ljudje že tako kot zlate ribice. Zabrati jo pa rabiš, ne. Pa mora biti mir, pa čas si moraš vzeti, ne. Mislim, če te zanima, boš prebral verjetno, ne. Ker to so res te knjige, ki mi izdajamo, to so čisto za ciljno publiko. Če ti nisi v hribih, če te scene ne poznaš, so to absolutno nezanimive knjige. Ne vem, tako da bi jaz bral o osebni rasti ali pa ne vem, kaj je tole, kar ljudje bere. No, to že, ne, sej. Čeprav kakšne take so mogoče, ne, pa ne bi zdaj o poti, ne, Nejčevi, ker pač je obče sprejeta pa tako, ampak marsikere knjige so lahko zanimive tudi, če nisi zdaj točno iz domač na onem področju, iz katerega tista materija pač noter, ne. Sem pa slučajno opazil, da Alpski bojevniki, ne, od Bernadette, da je pa razprodana. Torej, knjiga... Čakamo, da bomo s kakšno knjigo skupaj dali, pa bomo verjetno ponatisnili. Ja, sej, v bistvu jaz tele njeni politični zaključki so mi sporni, ampak tako zgodovino se mi zdi, da je pa dobro opisano. Ne. Mogoče boljš, kad bi jo kdo od znotri. Ker ravno sem pomislil, da to je taka knjiga,
ki bi nekoga, ki mogoče ni izključno alpinist, da saj mačken ve, da alpinizem obstaja, ali pa da ne rečem celo, da je gornjih planinc, pa lepo opisuje tako nek fenomen po svoje nekega slovenskega alpinizma. Ne? Ja. In bi lahko bila zanimiva tudi za širšo Vse ta knjiga, slovensko publiko. vse verjetno je bila. Ja. Vsak, ki ga saj malenkost to zanima. Ne. Plus po drugi strani je pa za nekega alpinista, recimo, je pa to tako en tak narejena usluga, ne, ker je zelo velik skrčen. Če češ neko, veš, zdaj, ker smo tudi narejeni na izvlečke, menda, ne. En pregled dobiš, ne. Ja. Zdaj, vedno se bojo pritoževali, ne, recimo tudi okoli te, tole, ki je te iskalci svobode, ne, recimo ta knjiga o poljskem alpinizmu, tudi tam so bili eni nezadovoljni, da ni pravilno prikazan, pa to, ampak recimo, če greš čez to knjigo, dobiš en občutek, kaj so pa Poljaki po Himalaji delali. Tudi ta generacija. To je pa tudi, če jih Slovenci primerjaš, bi rekel, da so bili vesoljci. So bili norci, ja. Ja. In to se splača prebrati. Ja. Pa še kakšno mogoče od njihovih teh, bom rekel, akterjev, ne, torej poljskih alpinistov, direkt kakšno knjigo. Ne. To so bili tudi hudi klošarji. Ne. Tako, jaz sem jih srečal, ker takrat, ko sem bil v Nepalu dol. Njihove ženske so švercale, ne, to za tiste interšporte, tam recimo v tistem Parganžu, v New Delhiju so s tistimi boršalmi letale okoli, potem, ko so oni plezali. Ne. In potem, ko so prišli nazaj na Poljsko, tudi velikrat so imeli kamion s sabo, ali so šli oni z avionom, roba s kamionom, nazaj pa cel kup teh indijskih stvari. Ne? In so pol to na Poljskem prodajali in so zaslužili in so šli na novo odpravo. In se jih spomnim, enkrat v enem kampu smo bili skupaj, so bili tam Kurtika pa Teli, to so bili, to se je videl, to je čist. Mogoče si ljudje ne predstavljajo v bistvu kakšen. Dobar, ti to še toliko bolj razumeš, ker si bil v tistih časih, ne? Ampak se mi zdi, da te knjige, bom rekel, da na tej strani iz železne zavese, ne? Ki jo hvala Bogu ni, ne? Saj fizično, lahko mogoče ene stvari bolj razumemo, ker saj v nekih segmentih smo prihajali iz istega okolja. Ne? Na zahodu imajo verjetno jih bolj za neke indijance, pa malo bolj odpiljene. Ne. Pa ne bojo mogoče razumeli tega tok. Ne. Jaz sem recimo, ko sva bila na tej poti, tukaj, ko sva na foto ekskurziji, ne, ko sva bila v Gangotriju, sva srečala tega Boba Mrozeka, to je tako izlezel Sanski ozemnik. Pa njegovo zdajšnjo ženo, ne. In smo tam malo bili skupaj, tako je v Čehi, Jugoslovani, skratka, smo se takoj, vsi smo bili edini tujci, ne. In on je tam en dan zjutraj zginil in je tam soliral na 6.000 nekam gor je šel, pa je prišel zvečer nazaj en tak dec, ne. In sem ga potem zaslišal, se je tako, pa kako je možno, da ste toliko tvegali, ne. Ker recimo, mi smo tudi, samo recimo Čehi so zgubili v parih letih čist vse svoje plezalce v neparih nesrečah, tako da so jim pol prepovedali odprave. So jih ukinili, ni hotela več država, da je, tam so imeli neko sranje na Everestu, ne vem, koliko jih je pomrl. Skratka, da bi vsi od Šraufa do Nejca, skratka, pol Loceja, da bi šlo v 3 letih. Tako smrtnost so imeli, ne. In mi je pol rekel, da je tam z enega mesta, ki en koks kopljajo nekje, ne vem kaj, nek premog, je rekel, da je v eni železarni delu in da je plezel in da so ga poklicali v tisto njihovo reprezentanco in da je dobil trenirko in dopust in je lahko hodil ven v Alpe in da so pač plezali in da kakšna koli kurbarija je bila v hribih, da je bilo boljše, kad iti nazaj v železarno delati. No, to je bil njegov odgovor, zakaj so. Ampak nekaj podobno. In zdaj, če to kdo razume, ne, zdaj problem današnjega alpinizma je pa ta nesrečna komotnost, ne, in pomehkuženost, to, ko smo se mi včasih, kot Jugo si še govorim, smo se norčevali iz teh ljudi, ki so dišali po hribih, pa ki si gledal Italijane, pa to, pa uprema, vse je bilo tipi topi,
Ampak točno se je vedel, ker bo malo zaškripal, bomo mi zlezali, oni bojo pa obrnili in je bilo vedno tako. In to zato, ker so bili tam, kjer smo mi zdaj. Žal. Vse končni fazi tudi tale angleška generacija njihovih najbolj tough climberjev iz 60-ih, pol iz 70-ih Himalaj so tudi izhajali iz onih delovskih okolij, ne. Itak. Pa recimo Pričard pa uni, ne, tam. zdaj se ne spomnim, enako sem slišal za ruske alpiniste, ne. Da pač alpinizem je bil v bistvu izhod, en možen, redki izhod iz neke bede. Bede, ja. Ker sem tam pač v neki fabriki bil za cel život. Ne, sem obsojen. pravil, v Patagoniji smo bili ta drugič skozi slab vreme in so bili tam tudi eni Rusi in so rekli en dan v enem takem svinskem vremenu, zdaj gremo pa mi na Fitzroy. Kakšen Fitzroy, ne? Mislim, v tem vremenu. In so zginili in jih ni bilo ene 12 dni. In pa so prišli dol in so tako v enem žaklu mi je prinesel tako hrano, je rekel, tukaj nam je nekaj ostalo, če ste jedli, sem not pogledal, je bil tako kruh, neka čebula, neki gnil, skratka zgledali tako, kot vreča z odpadki, ne, skratka to so bili ostanki, ne. Sem rekel, vam je ratal? Je rekel, je, ampak smo se da so se namatrali, ne, sem rekel, kje pa ste bili te dni? Je rekel, da so bili ene 8 dni v eni luknji. Gor, da so v eni votlini čepel, ki je bil tak veter, da se ni dal nikamor iti, ne. Pa so se pa zbasali na vrh pa dol. Pa sem rekel, kaj pa vi delate sploh? Ker je rekel, da morajo iti. Je rekel, da so Proforjevci v Sarajevu. Svašta. Recimo v tistem vremenu od nas nihče ni niti riti ven po molu iz šotora. Ja. Ti res, ne vem, če jih ni bilo 14 dni, mislim, res jih ni bilo dolg. Se kot te so že šli, ne, to bo mogoče že, kje tam le gor, kakšen prmrznen. Ampak to so bili na pogled surovine, ne, in siguren so slabo plezali, ne. V to sem prepričan, tako, ker si jih videl, ampak mislim, da bi lahko na ledeni kocki v hladilniku 3 dni sedel. Ja. Skupaj. Art of suffering. Ja, kaj že to so nekdo vladali rekel, dobro. Tako da tole bo kar, ja. Patagonski vodnik. To ste dobili neko nagrado, ker je pač vodnik, plezalni vodnik za argentinsko Patagonijo, torej pogorje El Chaltena, nad El Chaltenom, ne, krajem, torej okoli Fitzroya, Cerro Torreja, ste izdali pri Siddharti. Ja. Kako pa je do tega prišlo? Pri vseh svetovnih alpinističnih nacijah. Ja, takrat, ko smo bila midva prvo leto dol, takrat, ko sva zlezla na Tore, ne, je bil tam z enimi Argentinci, so bili tudi Argentinci tam in takrat je bil Rolo, nek 17-letni mulček, je bil tam z njimi zraven. Tam smo se nekako spoznali, potem pa se še sam ne vem, kdaj spet. Potem je živel dolg let z eno Beth Wold, ona je bila Kanada, ne. ena fotografinja, ki je tudi za National Geographic snemala, sta bila par, ne vem koliko, 10-15 let, on je živel v Ameriki in z njo se je pa Ines spoznala, ne. In pa smo se ne vem nekje, mi smo še v Dolomitih skupaj lezali neke smeri, sem šele pol pogruntal, čez ene par let, kje smo sploh bili pa kaj smo lezali, ne. Tako da smo se poznali in ko je on prišel na tole varianto, da bo naredil knjigo, je enkrat prišel okoli, ki so bili v Evropi. In sem jim jaz naredil pač ene osnutke, kako bi se to lotil, pa smo se pa zmenili kar v bistvu nadaljavo, ne. Kaj bo kdo naredil in smo jo pač tudi tiska se tukaj, ne, prodaja se pa od tukaj za cel svet. Mislim, za cel svet. Sej dostikrat vidim, kje po kakšnih tehle alpskih knjigarnah, Francija, Švica, Italija, poleg plezališč Slovenije, vidim tudi tega patagonskega vodnika. Mogoče samo to, no, govoril si pa o Rolandu Garibotiju. V Gariboti, ja. Pač znanem alpinistu, ki je preplezal vragem pol Patagonije, ne. Drugače, če se ne motim, italijanskega rodu ali kako, na pol.
oče je bil fizik, jedrski in on je rojen v Bariju, ne? On ima dvojno državljanstvo, on je Italijan in Argentinc. In so se potem, kot mulčki, on je imel 2 leti, so se preselili v Bariloče, ne? Ker je oče tam delal nekje stole na tem področju. In on je rekel, mislim, da se kot otrok sam spomnil, da je po enem reaktorju se je krav skozi. To je. Če ne pa, recimo za te vzpone, ki jih je naredil, on je kavaljere, ne, so mu dali naziv viteza, Italijani, ne, in sicer njemu se to šmirilo, ki je zelo tako proti tem stvarem, ne, ampak je rekel, da takemu je to javil, je rekel, če ne tebi, bo pa tvojemu očetu všeč. Cool. Skratka, on je tako kot Berlusconi vitez, ne. To je nek častni naslov, mislim, da nima drugega, ampak to je neko najvišje odlikovanje, ki ti ga dajo. Državno, italijansko. Ja. Fuf. No, pa se je zlezel, vse te prečke pa smeri, on je res. In tudi ta vodnik je vrhunski, ne. Recimo, jaz si sploh ne predstavljam, da bi nekdo, ki bo dal tok in tok €1000, da se bo zbasal v Patagonijo za stroške, vse, da si ne bi te knjige kupil, ker tam noter imaš ti dobesedno strategijo, kako kaj izlesti. Ja, kaj rabiš, ja. Ja. Pa tudi update vse skupaj, zato ker recimo je krepko že, ker to zdaj smo že 3 izdaje naredili tega vodnika, od ta prve do te zadnje se je veliko spremenilo, ker zdaj prav, da se tudi tam stvari segrevajo in da cel kup smeri so čist druge razmere. Ne. Ja, ledeniki talijo, dostopi drugačni, pa se kaj podrepa. Ja. Tako da zdaj je že problem predober vreme. Mislim, isto imajo, no. Vse sem gledal slike, tam so te ledeniki so blazno zlezli skupaj. Mi smo po tistem Exoteru, ne vem, kako je zdaj to, ampak to je bil deboletno od takrat. Bilo pa tako neumen, da so se mi smo tam lezli, smo se spet že videli na vrhu, pa so nam povedali, te, ki so nas z doline gledali, da kje imamo pamet, ne, ker ta Muh, Majer, ne, pa tale Janšek, ne, se to imata tudi prvenstvene, pa Eger sta že zlezla, pa ne vse, ona dva sta naju prepričala, ne, rekel, daj gremo skupaj ta Exocet plezat, ne, ampak čist brez opreme, ne, si rekel, ko misliš brez opreme? Si rekel, cune pa to, ki vzamem, ne, nič, boš videl, kako to bo, skratka, nič. Ok, mislim, da smo imeli sam en celzak, sploh ne smo imeli kuhar, skratka res nič, ruzački so bili taki, da bi šli na ekskurzijo, ne. In smo začeli popoldne, pa čez noč, čez vse une rampe, prelezali do tistih kaminov, zjutraj se zdanili in smo kar rinili gor, ne, vsi so pa že abzajali z vseh sten, ker je slab vreme, glih z te strani prišel, ko mi nismo videli, ne. In iz plavega neba se sam usul, da bi 3 kamione snega vsupil nas, ker nas je uno dobili in pa smo si za dlako, da smo se spajsali ven. Noro. Ja, veš, v bistvu takrat, ko bi mogli že fajn teč, ne, a veš, ni ben videl. Zagotovo ti je kdo kdaj rekel, da pa ti kaj napiš? Mislim, da imamo z drugimi preveč dela. Ampak tako... Mislim, moraš imeti potrebo za tem, da kaj napišeš, jaz se pa žal nimam. Dobro, saj si rekel, ljudje imamo različne kariere, verjetno skozi različno obdobje življenja, ne. Pa v končni fazi, če je nek pišoči del ali pa literarni del ali kakorkoli tvoj, pa se manifestira skozi vodniško literaturo, ok, naj ti bo, ne. Ampak tako, eni bi to brali, ne. Zagotovo. Samo mora spet en sedeti. Ja, pa ne, sej, mogoče, ajde, bom pol vprašal, pa prej eno nekaj drugega, ne. Zines Božič, skok, ne, s tvojo ženo, tudi svoje cajte, vrhunsko alpinistko, mislim, ful sta aktivna, še zdaj, ful plezata. Je kakor lahko. Tako čas malo pojambra, že te polke boli. Skozi jamram, ker me že skozi vse boli. No in zdaj, če se vrnem, ne, skratka, če te še malo bolj bolel,
Pa bo mogoče pa cajt tudi za kaj napisati. Itak bo. Ja, Janez the best. Kaj čva reči? To, da nabavite si vodnik s steno, pejte plezat, ne. Boš kaj dodal? Ne. Pa hvala, the best za tele zgodbe, res. Pa če ne prej, ko boš kaj napisal, pa spet ne. Pa čim manj poškodb. Itak. Pa pozdravi doma. Ok. Hvala.